Beletrina v živo. Danes je med nami gospod Tone Partljič, eden izmed Beletrininih avtorjev, ki gredo na poletna potovanja po Sloveniji, da bi se srečali z ljubimi bralci. Spremljava ga tudi Beletrinina knjigarna, ki nam je po posebno ugodnih cenah pripravila izbor knjig in jih lahko po prireditvi tudi kupite. Tone Partljič, vsestranski slovenski kulturni ustvarjalec, pisatelj, dramatik, predmetni učitelj, scenarist, komediograf in seveda politik, čigar začetki ustvarjanja segajo v 60. leta prejšnjega stoletja, je tudi veliki prijatelj naše lokalne skupnosti in seveda častni občan občine Ribnica na Pohorju. Med številnimi nagradami in priznanji, ki jih je prejel za svoje delo, so najpomembnejša nagrada Prešernovega sklada, Levstikova nagrada, Grumova nagrada, Glazerjeva nagrada za življenjsko delo in najprestižnejša nagrada v slovenski kulturi, Prešernova nagrada za življenjsko delo. Gospod Tone Partljič, dobrodošli v Ribnici na Pohorju, v Severjevi dvorani, kjer je davnega leta 1970 sklenil igralsko kariero, prav tako velikan slovenske kulture Stane Sever, s Krotkim dekletom Dostojevskega in umrl v tukaj bližnji Vicmanovi vili. Tone, ali sem v predstavitvi kaj pomembnega pozabil? Ja, malo mi gre vedno na... Prvič, hvala lepa. Drugič, še nikoli v življenju ni kakšen župan vodil pogovor z mano v knjigi. Vse enkrat čestitam. To mi je zato tako ljubo, ker ni glavna posebnost županov, da bi dosti brali. Za tebe pa vem, da bereš, pa si me tudi že spremljal, pa tudi na naše kulturne prireditve redno hodiš. Torej, hvala lepa. Tudi še nisem videl kakšnega predsednika društva upokojenec, ki bi imel tako lepo mlado ženo, kot jo ima vaš tu v Ribnici na Pohorju. Bom takoj povedal, kaj ne vem rad, če kdo reče, kar si ti prej rekel, rečejo pa vsi, pa res je. Vse sem bil, tu sem prišel kot 20-letni ali pa še malo manj učitelj, pa sem bil 1 leto. Velikokrat se sprašujem, kaj je to presneto Ribnico, da se mi je tako usedla v srce. Najbolj. Od vseh krajev, kjer sem bil učitelj. Delno potem Sladki vrh, ker sem v Sladkem vrhu kaj napisal. Če se spomnite enega filma Vdovstvo Karoline Žašer, ki smo ga v tisti tovarni snemali. Tako da, poleg rojstne pesnice, mi je ne vem, zakaj je Ribnica zelo pri srcu. Sej, tu je nekaj, hvala lepa, da vas je toliko prišlo. Nekaterim sem dal roke, nekaterih več ne poznam. Sem tudi najbolj jezen, me kdo na cesti sreča, pa mi reče, gospod Partljič, kaj me nočete poznati? Pa sem rekel, ne povej, kdo si? Vidim, da ti mene poznaš. Pa kaj me ne poznate? V 3. klopi sem sedel. Te pa ima zdaj on 60 let, razumeš? Pa se čudi, zakaj ga ne poznam. Če je tu kaj mojih učencev, naj mi ne zamerijo, pol pridite, dajte mi roko, pa mi povejte, kdo ste. Me to zelo razveseli. Tudi mislim, da je za en tak kraj, ko je vaš kraj, in takšen dan, ob taki uri vas prišlo res zelo veliko. Sicer pa to že ni več vračanje poklonov, je Ribnica, vse to je Eržen, ko je imel pogovore ob Severjevih dnevih, je vedno malo razložil kulturno zgodovino Ribnice, je torej od nekdaj, jaz sem se malo s tem srečal, ko sva s Pevčekom skupaj delala, pa z Pušnikovo deklico, ta vaš zbornik o kulturnem društvu, pa vidim 1902 prve Finžgarjeve igre, pa kar se je tu igralo, je bilo malo tako ljudskih burkali, kaj, vse so bili neki vredni pisatelji, se pojavijo. Teda sem že tam videl, potem ste imeli tega Lampreta Jožeta Župnika, v katerem je posnet film, ki je bil predvajan po televiziji, pa so ti bratje Miklavc. Včasih mislim, če bo v pesnici govorila, sem napisal, celo življenje sem nosil to v sebi. Celo življenje sem nosil to pesnico.
v sebi pa se nisem niti upal lotiti, niti nisem tak. Pol mi je moj prijatelj, urednik pa direktor Beletrine Čander Mitja mi je rekel, Tone, jaz sem te dal v plan, napiši nekaj. Pa rekel, boš v enem letu. Pa sem rekel, ja, pa nisem vedel kaj. Za ono prvo Sebastianin most v Mariborskem mostu sem se pripravljal dolga leta. To pa sem mu rekel, ja, bom napisal v enem letu, pa nisem vedel kaj. In potem sem se nekako odločil za to pesnico. Pa sem Milki rekel, ko sem končal, se mi je tako zdelo, kot da bi imel prej kilo. Zdaj sem si jo pa izrezal. To sem nosil seboj in šlepal kot en krasen spomin, pa tudi kot bi rekel, zelo veliko bolečino. Ne. Tisti, se dvomim, da je kdo imel to v rokah, že pa lahko prebral, Srečko je imel. Popisujem, bom takoj prvo, kaj je v knjigi. Ne. Moj ata je, vse sem tu že kdaj pravil, tebi sem dal eno knjigo, sem videl, da si jo imel tu o mami pa atejo, ne. A to pa nisi prebral? Sem. Ker je slikanica, pa nisi hodil prebrati. Sem in o njemu tudi še govorila. Ja. Ampak ko sem jaz že bil v Ljubljani službi, so mi povedali, da ata bolel za rakom in tudi me je pa zdravnik poklical, pa mi je nekaj rekel, da bo umrl v nekem času, pa ata 2 leti še živel, zelo je trpel in se mučil. In jaz sem si, vedel sem že, da je bolan, čeprav je bilo to v resnici malo prej, sem v knjigi tako naredil, kot da zdaj pa je sina, ki je pisatelj, pa komediograf, pa se mu povsod smejijo, pa reče, mater, bom nekaj napisal sredi te žalosti očetove. Ata je pa bil tako tipičen, ne vem, tudi pred drugi vidim, ko berem autobiografije velikih ljudi, ne, veliko pomembnejših, svetovnih ljudi, ne, berem, pa vsi nekako so stari čez 80 let, pa jih začne hodič jemat, tako pišejo, pa ne skrbi me za moje otroke, ampak že za moje vnuke, pa vnukov vnuke, se ne bo več vode, preveč atomske energije je, zrak je zastrupljen, preveč ljudi je, žuti ljudje iz Azije bojo prišli, se bo konec Evrope. Pa me to tako jezi, si mislim, naj sedi tam zraven ena tako mlada deklica, ki je recimo noseča, pa bo šele otroka rodila in bo imel samo edini svet, ki je pred njim, tu pa muzejni starci, ker njih hodič jemlje, razlagajo, da ni več nobene prihodnosti. In jaz nisem tak, absolutno ne, celo me to vedno malo jezi, ata je pa bil tak, ne. Mi je pravil, Tonček, mi ni žal za tvojo Urško, ampak za njene otroke, Bog ve, če bo še lahko živeli. Potem sem pa jaz mislil, da bi napisal nekaj, čimer bi ateja razveselil, ne. In sem začel hitro pisati Kulaka, da bi se vsaj nečemu pred smrtjo smejal. Saj, to je drugi del knjige, pravzaprav v prvem delu so neki drugi spomini, ampak v bistvu sem hotel reči, da lahko tudi literatura, pa mi komediografe, ki se nam vsak reži, pa tudi ma reče, pa pusti Parliča, se viš, da je humorist, na nek način se mi je zdelo, da lahko tekmujemo malo s smrtjo. Če bom pravi čas naredil, se bom oče ata zadnjikrat smejal, pol pa seveda, ko pa je čuda pišem, tega je pa šele bilo strah, ne. Imam tako izkušnjo, se bom malo pazil, gospa, kaj bom govoril, vi pa tam malo objamete, da ne bom kaj pohištljivega posebej rekel. Večkrat povem, bom takoj potem to zgodbo povedal, če mi boš pustil, ki je tu, ne. Tako bojo tudi kaj vedeli o moji družini. Moja ata pa mama sta imela težko otroštvo, pol smo se priselili v Pesnico, ata postal Eisenbahner leta 40, to je bil za našo družino popoln socialni vzpon, skoraj kot da bi bil učitelj ali pa župnik. Prej je delal pri kmetih kot hlapec pravzaprav, zdaj je pa dobil službo, pa se spomnim, je pravil takoj 2 uniformi, eno letno pa eno zimsko. Mama ga je tako peglala, je hodil kot kak oficir zvečer za kretničarja na železniško postajo. In pol pa tam, kjer smo bili pri enem nemškem kmetu, v gospodarstvu je bilo 30 takih njegovih družin, ki so delali za tega veleposestnika v Nemčiji. Smo imeli eno sobo, po mojem, z lesenimi stenami, pa eno kuhno. Ne vem zakaj, pa je ata jo nekako dal
čez nekaj časa, pa mama je bila zelo pridna, tam je delala vse na polju in v hiši, ker je imel tujski promet, je imel gor eno malo kočico, tako zbito iz tiste ilovice, sem povedal, tako mala okna, ena čist mala soba, pa ena soba, pa kuhna in je rekel, Franc, da greš gor. In mi smo se že tam gor počutili malo boljše od onih revežev, ki so spodaj v tistih gospodarskih poslopjih. Po vojni pa je moral ta Nemec zbežati, čeprav ni imel krvavih rok, ampak so oficirji pri njemu stanovali, pa so odšli in je to ostalo prosto. Država je ustanovila že 45. leta v jeseni, ker je bilo treba jesti posod, da se je obdelovalo hitro državno kmetijsko posestvo. Mama je delala na njem, ata pa vsak drugi dan, ko ni bil na železnici. No, ni važno. Mi smo pa gori stanovali. V to hišo so se pa zdaj vselili vsi nekdanji in hlapci in dekle in tisti, ki so konje vozili, tisti, ki so orali, torej ruralni proletariat, kako smo bili mi v tisto hišo. Ampak ko so oni dobili plačo, prvo, so si vsak kupil taki kost tiste pasje radosti, nekaj litrov vina, so ga 2 dni srali, pa žrli, se je pelo, plesalo, pretepalo, pa tudi so bile kakšne ljubezenske afere, ne? Pa so pravili ta Čehova, Marija, prokleta kurva, Elojze Kodala, pa ima 3 otroke to in pa to. In tako so, ene 3 dni na mesec so spodaj, res same, je bil vedno cirkus, ata pa mama pa, ko da smo pritliči nekaj več, ne, smo stali na bregu, pa sta rekla, glej, Bogi, tisti otroci, ki morajo vse čuti, mi dva pa naj ne vzgajava, ne, pa glej, kako imajo spodaj, hvala Bogu, da smo mi to gori, pa je klical mama, pridi si spet nekaj pizde talajo, pa kurve, pa pridi. Potem pa jaz še nisem hodil v šolo, pa sem sestavil svojo prvo pesnico. Je približno taka, ne, na svetu je ena graba, je Pilčeva graba, tam si vsak večer kurve pa pizde talajo, tepejo, mater me foter narezal, pa sem rekel, pa kaj, da vse to si ti govoril, ne, vse je res, ti bom dal da manj šmrkavec, če boš pisal to, kaj je res, boš zmerom rezan, ne. Tako me je zgodaj izučilo, da mora biti pisatelj tudi previden, ne. Pa se mi zdaj isto zgodi, čeprav moram reči, nimam s pesnico še nobenega incidenta, ne. Drugače pa, če pišem tako en kraj 50 let... O tem tudi sprašal. Ja, če 50 let spremljaš, ne, tudi ni vse zlato, kar se sveti, ne. In zdaj ljudi prvo, ko knjigo kupijo, pa piše pesnica, zdaj je zajebo onega, ki je bil v restu, ker je vkradil, ne, ovega, ki ima 3 nezakonske otroke, pred 3 babami, ne, in zdaj iščejo. Pol pa rečejo, Partlič ima pa po svetu, ne, ampak jaz ne pišem knjige za to, tudi pisatelji nismo nikogaršnji sodniki. Kaj pa vem, kak bi se jaz vedel, če bi bil v tistem času pa v takem položaju, tako da navadno ni. Ampak vidim, tudi tožijo kakega pisatelja, tega, če se kdo spomni Slovenjgradca, Matjaža Pikala, pa Bredo Smolnik, kar so tožili, ker so prepoznali svoje strice. Ne? Ampak niso jezni na onega, ki je vkradel od vsega hudiča, pa je šel v zapor, ampak na tega reveža, ki je to napisal, razumete? Jaz imam v Kulaku, če se spomnite filma, ne? Čeprav tisto ni tako jasno posneto, ker se godi po noči, pa naši filmarji še takrat, kaj se po noči godilo, se je tudi slabo na filmu videlo. Jaz je bil en mesar, tudi v pesnici, čeprav sem se enega Sladkega vrha sposodil, ko sem čul, da je tam bilo isto, ki je na črno klav, pa vse veste, po vojni je bila obvezna oddaja. Tem pa tudi, ki je krave dobil, teba sem v filmu naredil, da kupi škorne, ne, pa kravi obuje škorne, ker je bil sneg, da se ne bi videlo sledi, ko je policija drugi dan iskila in ta gre za škornji, ne. Pa mi je tudi eden od njihovih rekel, si mogel mojega fotra Prlič opisati, da je kravam škorne oblačil, ne. Pa ni bil jezen, ampak torej jaz bi bil tista svinja, ki je zdaj to opisal, to, kaj pa on delo, pa se jim zdi kar v redu. Dobro, bom povedal to zgodbo, lahko? Aha, s tabo se prepiram zato, ker si vmes rekel, da sem tudi politik, ne. Seveda nisem. Bil sem 12 let, 3 mandate izvoljen za državni zbor in še 2 tista prva, ki je bila večstrankarska skupščina. Tudi nisem imel nobene funkcije. Nobene funkcije nisem imel, bil sem v Drnovškovi stranki. Najdalje, kam sem prišel, je bilo, da sva se tikala z Drnovškom. Pogovarjal se pa tak nič ni. Ampak
V politiki si bil slišan, recimo v državnem zboru so te poslušali. Ja, ker sem Redko si ker govoril, sem ampak- edini, imam dve veliki dejanji iz državnega zbora. Prvo je, da sem znal kaj v šali povedati, tudi ko je bilo hudo, pa sem mal umilil, pa so se vsi smejali. In drugo veliko dejanje je, da sem po kosilu zmerno zaspal. In pol so volivci upravičeno klicali, kaj to za poslansko plačo hodi spat v državni zbor, ne? Vam tudi to še zdaj nisem noben zaspane. Ne? A v gledališču sem bil v službi, poslušajte, moraš biti, jaz nisem bil igralec, ki pride ob 10, sem moral biti ob 8, do 2, dokler so vaje, pol igralci končajo vaje, pol pa eni pridejo, bi rad filme snemal, zakaj jaz ne dobim nobene vloge, zakaj se nekaj pritoževati, moraš biti tam do njih 3 na voljo. Zvečer ob 6 pa moraš biti lepo oblečen, ker se začnejo predstave, gledaš, če je vse na svojem mestu, ne. In tako sem šel hitro opoldan malo spat in to mi je ostalo. In vsi zdaj, ja, zdaj se vas spomnim, ste bili v parlamentu, tisti, ki je zmerom spal, pa nisem zmerom. No. Torej namen današnjega... Ne, nič ne tajim, sem ponosen. Bil sem mogoče mandat. Boš nam povedal, kak si prišel tja? Ja, na volitvah, kak si ti sem prišel? Dobre, če. Torej, namen današnjega pogovora sta predstaviti dve knjigi, ki si jih napisal v zadnjem času. Prebral je obe, ena je stara slab mesec. Ne samo te dve. Ne, o teh danes. Ja. Žal nam pogovora o pesnici zaradi korone ni uspelo izpeljati že prej. Namreč pesnica je že 1-2 leti stara. Zaradi korone ni uspelo, a ti si čas te koronske apatije vseeno izkoristil in izdal še eno knjigo. Ja. Ljudje z otoka, o kateri bomo prav tako spregovorili. Mene zanima zdaj, kako si prebrodil to nedruženje, ki zate nikakor ni običajno. Ne, najlepši čas mojega življenja. V zadnjih 10 letih. Jaz sem bil, včeraj sem se vrnil iz Črnega vrha, ne, Taja. En dan prej sem bil v Idriji, v ponedeljek z nekimi odraslimi, ki se nekaj šolajo, pa jim jaz tam nekaj predavam, bil 2 uri v gledališču, za zaključek sem jim gledališče pokazal in jaz mislim, da zadnji mesec, ko se je začelo dihati, skoraj nisem nič doma. Sem zelo nesrečen, bi rad bral, bi rad pisal, star sem že, vozim, najbolj se razjezim, ko me videli vprašajo, se vi imate šoferja, ne, pa odkot bi ga imel. Se verviš, danes ni več takega, kam da imel šoferja. Imam avto, ki ima 470 000 km, me vedno strah bom prišel tudi nazaj. No, tako da samo dirkam. Zdaj, ko me tu več ne rabijo toliko, ali pa ni bilo toliko prej, sem še sem prišel kdaj režirati, ne. Ko sem prej govoril, da koliko se mi je Ribnica usedla v srce, ne, se mi je tudi zato, ne samo, da ste zmeraj imeli visoko kulturo, imate tudi zdaj. Tudi Pepček vaš je mali minister za kulturo v mojih očeh. In tu sedi Micka, pa še nekaj igralcev je. Tu nikoli ni bilo poprečnih igralcev. Tu nikoli ni bilo poprečnih. Vedno so malo boljši kot drugod, oprosti. Ana Marija, kak ti je ime? Ana Marija je ena druga. Ja. Majda Pušnikova. Dosti dobrih igralcev, še tam je ena glumica iz ene predstave, Čaj za 2. Ne? Tako da tudi zdaj je, vi ste vskočili, ne? Ja, vem, ste vskočili pa rešili predstavo, ne? Ja. Tudi zdaj se mi to zdi nadpoprečno kulturen kraj in ne da bi se zdaj kaj šalil, na tvoj račun tudi nimam nobene moralne pravice. Mi rabimo še eno korono. Ti tudi si kulturen župan bolj kot drugod. Ja, zdaj, če praviš, da on minister, ne, te sem jaz vlada. Ti si Janša, ti si celi Janša. In ta vlada ima velik posluh do kulture in smo že tudi nekaj stvari zgradili, ki prej ni bilo. Zdaj novi oder si že videl? Bil. Zdaj, ko je kompletno. Je še kaj, Pepček, novega na odru? Aha. Zdaj pa je to mariborsko gledališče. Dobro. Dobro, še ena korona, zakaj? Bom ti povedal, prv? Ja. Samo malo. Pesnica je torej reka, pa tudi kraj tvojega otroštva. V Kolaku si opisal nekakšen humorni portret nekega politično zmedenega, ideološko
zmešanega povednega časa. Pesnica pa je pravzaprav biografija Partljičev in prebivalcev Pesnice. Nasploh rad pišeš biografije, kjer poveš včasih tudi za bralca šokantne podrobnosti. O tem si malo prej že nekaj govoril. V knjigi Pasja ulica sem tudi sam hitro identificiral osebe, ker sem bil v tistem času mlad miličnik na postaji Tabor. Bravo, ja. Zdaj seveda me zanima, ko si že prej nekaj govoril, ali so s tem kdaj težave. Pasja ulica je točno vedela tam. Tisti, ki je tisti film poznal, je točno vedel, za koga se gre. Ja, vi večkrat veste vse, ker jaz ne vem, jaz nisem domenila mislil, da vam vidite. Veste, je nekaj v tem. Jaz se spomnim, ena mojih prvih komedij je bila Ščuke pa ni, se spomnite. Zgodila se je res na Sladkem Vrhu v šoli, neki dan je prišel ravnatelj, nas je bilo se mi zdi 20 ali 18, pa je rekel, imam tu dopis iz nekega sekretarijata za šolstvo v Mariboru, da bi na vsaki šoli, smo bili občina Maribor takrat, če ne občina, pa vsaj ta pedagoška okrožje, da bi na vsaki šoli nagradili najboljšega učitelja, je rekel. In veste, kaj najboljše je, da damo zdaj listke, pa napišite imena, pa bomo dobili rezultat. Sva glasovala tudi mi dva, niti Milka, niti jaz nisva glasovala ona za mene, pa jaz za sebe, ker me je bilo sram, če bi ki slučajno res imel vse glasove, pa bi videli, da sem za sebe glasoval. Pa nisem imel vseh, oba z Drnovškom sva jih imela, s tem igralcem Petrom, se mi zdi, sva imela 8 glasov, pa ravnatelj enega, pa njegov bratranec, ki se je enako pisal enega. To bili ti rezultati. Jaz sem že računal, koliko bom pol jaz dobil, pol pa Ferdamani Trnovšek mi odnesel, ne. Pa ravnatelj reče, ne, da sem jaz ga polomil. Za tako odločitev se moramo prej malo pripraviti in ideološko in pregledati. Pa jaz sem bil dober učitelj slovenščine, angleščine slabše, ne, zdaj sem že kdaj povedal. Tudi berem knjige, pa tudi Milka me sprašuje, kaj je rekel na filmu, ampak je že mene vse tako hitro, da tako da sem dal 2, tudi tisti 5. razredu, ki je znala reči I love you, pa sem mislil, nema 5, nema pozitivno. Pri slovenščini sem pa bil bolj strog, pa tudi reče, da sem jih kaj naučil. No, ampak on je rekel, so vedeli, da sem dober učitelj, ampak nekaj sem režiral, pa takrat sem še pil, pa še tako malo bolj bohemsko, čeprav v razredu nisem bil nikoli pijan. Ampak to pa, da me kdaj zvečer ne bi videli, ali pa da so videli razbit avto, pa so vedeli, kaj se je tovarišu zgodilo. Pa že, tako da niti nisem bil tako jezen, ker je rekel, malo moramo tudi politično pogledati to osebo, ki bo najbolj, niti nisem bil jezen. Ampak smo glasovali še enkrat, sva imela spet največ glasov, pa sem jih imel ja že mogoče več, pa še mu ni bilo pravo. Pa smo še tretjič glasovali, ko smo imeli še samo 2 glasa, Milkinega pa mojega. Pol pa, ne da bi bil tako kaj pohlepno ali pa hotel biti prvi, sploh nisem te vrste tip. Ampak po drugi strani, ko sem gledal te svoje kolegice, pa kolege, pa tudi Klinc gleda, no. Ravnatelju ni prav, v enem tednu 3-krat spremenite mnenje, ne bi prišlo kaj resnega, ne bi prišli Nemci, a se bi vsi obrnili takoj ali kaj. In zmislil bom pa napisal komedijo o nagradi, ampak sem neko radijsko podružnico dal. Poslušajte, kamor smo gostovali recimo 100-krat po celi Sloveniji, kamorkoli smo prišli, so prišli k meni, pa so rekli, kak ti vejte, kak je na naši šoli, kak ti vi vejte, da je naši radijski postaji, povsod ti, tudi če koga misliš, moraš napisati tako, da je obče. Nikogar ne bi zanimalo, če bi jaz samo o tebi pisal, pa bi za tvoje sosede zanimalo, pa moža. Moraš tako napisati, da se vsi ljudje, da so notri obče lastnosti. O pesnici, bom zdaj rekel, še več pesnic je, vidim, da si dobro prebral. Prvo poglavje je pravzaprav pesnica, me je Rifle klical, Janez Kočevar je knjigo kupil, pa mi je pisal, pa rekel, idi vrit, ona je smisel, da bo kaj zanimivega. Zdaj sem že na 9. strani, pa še je sam zemljepis, pa geografija o pesnici, pa o pesniški dolini. Se spomniš, da na začetku na dolgo, pa imel sem še več. Ampak ko je Milka brala, je rekla, če ne boš to spustil za polovico, ne bo nihče bral. Pa se nisem strinjal, meni je bilo vse, ampak sem pol znižal. Pravim, ena pesnica je torej Reka pesnica. Izhaja
izvira v Avstriji, 7 km v Avstriji, potem pa Svečina, Kungota, Pesniška dolina, Lenart, Ormož, pa gre v Dravo. Je dolga 70 km, medtem ko je Drava dolga 700 km. In jaz pravim, da je to neka mala vnukinja Drave, tako na levem. Res je, no vse gospodična, ki je zastopnica Beletrine, vi veste, kak tam teče Pesnica, mimo Ptuja, je pa tudi res izjemna Pesniška dolina. Ko se pripelješ dol, pol je naprej proti Šentilju, je tu res naprej lepa. In Pesnica je včasih tekla tak, niti ne veš, jaz sem napisal notri, tako da bi, ko grem z pesom na sprehod, pa leča po travniku, sem pa tja, pa se posod malo pošije, pa tako leta. Ampak Pesnica je včasih tak tekla, kot da bi za kakim pesom tekla. Potem jo in je poplavljala, cele travnike so bila prava jezera. No, potem so jo pa regulirali in zdaj je sranje, dokler je dež teče, ko ni več deža, je kot da bi zaprl pipo, pa je gnila tla, ni živali, ni kaj je bilo rib včasih, ali kaj je na nek način mrtva. Se mi je zdelo, da bi nekako napisal, kak reka je, pa kak reka lahko umre. Pol je že v Avstriji kraj Pesnic, ali kaj oni rečejo, kar bi je pomenilo Pesnica. Na naši strani je takoj gor na Kozjaku enih 8 hiš, pa je zaselek Pesnica, imajo hišne številke. No, potem pa teče mimo in občina in sedež občine, ti vse to veš, kje je ne 3 km od Pesnice, ali pa kaj 2 km, torej ni Pesnica v Pesnici. Je pa železniška postaja Pesnica od 1846. Prva železničarska postaja na Sloveniji. Še niso imeli, ko so južno železnico Avstrijci delali, malo naprej tistega nadvojvode Janeza, hercog Johan, ki je bil, ki je te vinograde na Meranovem naredil. In on je imel v Pesnici prijatelja enega Wengerla, očitno je se tudi ker v muzeju v Avstriji je en muzej, tu gor na tej vinski cesti, v Gomilici, Gamlica, kaj je, ne? Je nek muzej, pa je vinograd tega nadvojvode, pa piše, vinogradništva se pa je učil pri Wengerlu v Pesnici. In eni pravijo, da je zato tam postajo naredil, ne? Da lahko je stopil pa šel k kolegu, ne? Je bila prva postaja do 1846. In dokler ni bilo avtov, pa avtobusov, ne, je pač ta železniška postaja, jaz sem se 15 let hodil zjutraj na postajo, pa se vozil eno postajo v Maribor v službo. Torej železniška postaja in sem rekel, naš ata je dobil tam službo in za nas je bila ta Pesnica sveta. Torej reka, 2 zaselka, občina Pesnica. Ko sem napisal Pesnico, pa sem eno prijateljico, ki je zdaj državna sekretarka, Ignacija Fridl za kulturo, ker je jo je Čander vabo, so se sicer zmenili, jaz sem bil zelo za to, je napisala spremno besedo. Pa me je poklicala, to ne reči, ne takoj dobim knjigo, ker nimam dovolj časa, bi takoj brala, a je o Svetlani Makarovič, ker je pesnica. Ne? So mislili, da sem o kaki pesni, ženski, ki pesmi piše, je pisal. A si me, poslušaj, bo težko z mano, veš, vse te obogam, pa ti tudi do besede ne prideš, gledaj, kdaj bom jaz vdihnil, te pa hitro kaj vprašaj. Bom povedal eno zgodbico, ki vam bo tudi edino malo resno, pa malo žalostno. Taja, si bila zraven, ko si jo že pravil, pa boš potrpela. Milka jo 70 čuje, pa še zmerom živa. Tetica, zdaj sem pa te prišla. Se včasih jezim, ne, to je tetica, je tako, da bi rekel botra, ali pa na morju šjora, ali kaj, razumete, je vzdevek, ne. Pa sem napisal na i-ju strivec, pa ko jo učilce v šoli berajo, pa jo grejo pred mano brat, pa bi jo rejši jaz povedal, ki jo znam na pamet, pa čitajo tetica, ker ne, pa me jezi, ker sem na i naredil strivec. Tetica, zdaj sem pa te prišla, to je z okolice te krajev, ker ta mala doma, ne, saj nisi mala. Deklica Micika in njena mama sta živeli pri velikem kmetu, v majhni izbi, če lahko prostoro z ilovnatimi tlemi in okroglo lino na mesto okna in prostora samo za 2 stola,
sploh rečemo izba. Že obleke sta imele obešene na žeblje, ki so bili zabiti v steno. Mama je zvečer vzela malo Miciko k sebi, posteljo, jo stisnila in skoraj vsak večer rekla: Micika, zakaj smo ravno mi dve tak nesrečni? Micika ni razumela, kaj hoče s tem reči mama, ampak časoma je videla, da res nista čisto isto kot drugi ljudje. Takrat se je jedlo za mizo z ene sklede, mama je zadrževala, tako da se šla vedno zadnje jest. In potem je tudi dregnila, naj neha, in sta prvi morali iti od mize. Če Micika hotela vzeti kako jabolko, ki je ležalo na tleh, je morala mama najprej vprašati kmeta, če lahko vzame. Videla pa je, da so vsi drugi pobirali jabolka, še trgali so iz vej, pa ni bilo nič narobe. Potem pa je ugotovila, ateja ni bilo. Drugi otroci so imeli ateje, ona pa ni imela ateja. Pa enkrat vprašala mamo: mama, kdo pa je moj ata? In začula, da se je mama ujezila, je rekla, da to ne vprašaš nikoli več. Kaj ti sploh pride na misel, kdo ti je rekel, da me to vprašaj? In tudi res ni več vprašala. Seveda mama ni smela narediti manj kot drugi, je Micika včasih, ko je bila starejša, rekla, še čudno, da imam vredo v glavi, ker ko sem bila še dojenček, me je mama jemala s seboj na njivo in so mi ženske namakale cucli iz blaga v šnops, da sem v miru spala in nisem motila mame, ki ni smela narediti manj kot drugi. Bilo pa je kakih, no enkrat pa je mogoče videla ateja, ker sta šle z mamo v mesto Ptuj, na nek barbarin sejem, in potem sta se spuščale po malo strmi ulici dol in se mama naenkrat ustavila. Malo nižje, tako enih 40 metrov, pa je stal en moški in gledal eno izložbo. Pa je mama prijela za roko pa rekla: glej, Micika, tisto je tvoja ata. Micika se je spulila, je hotela teči, pa je mama hitro zgrabila in rekla: ne smeš, nisva vprašali, če lahko. Potem pa je iz trgovine prišla neka ženska s fantkom, so se prijeli za roke in šli naprej. Micika je pogledala mamo, kaj zdaj to pomeni, pa sem videla, da mami tečejo solze. No, ko pa je bilo 6-7 let, pa je začela pasti kmetove krave. Morala je gnati kar daleč, skozi sosednjo vas, ker je imel kmet neke njive in polja in tudi takšne zare med njivami, ker je bila odlična trava, in je torej tam pasla. Ker je imela 5-6 krav, najprej so ji pomagali seveda kmetovi otroci, ampak potem je že hitro sama gonila te krave. Vsakdo je videl, rekel, je tak mali otrokec, pa tak priden, pa že pase. Zato je vedno kričala na glas: gremo Šeka, Liška, Perga, kam greš, da bi jo slišali, pa jo pohvalili, kako je v redu. In ko je tam pasla krave, ki so se na lepi travi v miru pasle, je sedela, trgala neke rastline, pa marjetice, pa delala tak venček in si ga dajala na glavo in sanjarila. Je sanjarila, da je angel. Ko je bila prvič pri maši, je čula župnika, ki je rekel, da je nad nami so nebesa in da so tam angeli in njihove duše so srečne, ker imajo vse, kaj si človeška duša poželi. In če imajo vse, imajo sigurno tudi ateje. In si je mislila, da je gori, da je srečala ateja, se držita za roke in se sprehajata po nebeški cesti, nekje pa igrajo orgle ali kaj takega. Ampak poleti, ko je bilo zelo vroče, so se nekoč začele bosti krave, ker so jih pikali obadi, in Šeka se je bodla z Liško. Bil je v hlevu velik bič, ampak ki ga niso dali, ker je bil prvi, ki je imela majhno paličico, je tolkla Šeko po gobcu, pa pojdi v stran, ampak je počilo in je Šeka odbila Liški rok, tam, kjer se reče živi rok, ker se je tako pocedila kri kravi po glavi in vratu. In ko je gnala domov, se jokala od straha. V resnici je pa v tej zadnji hiši, v tej vasi sosednji, prišla z mirom, kadar je Micika gnala krave k plotu neka tetica, in je z mirom rekla: joj, takega otrokeca bi pa tudi jaz rada imela, ki je tak priden, kak ti. Je rada to slišala, ampak ta večer jo je bilo strah, pa niti ni poslušala, in ko je prignala na dvorišče, so seveda takoj videli, da Liška nima roga, prinesli neko rjuho, zavezali, čistili. Kmet je rekel: spravi mu krave v hlev, in je sam, njej pa je rekel: pridi zraven, pa je rekel: tam stoj. In si je dal dolgo opravka s kravami, jih je napojil, očisto, pregledal tisti ovoj, potem pa je vzel bič, pa je rekel: poklekni. In je začel s tistim bičem
pretep s 6-letno deklico, kamor je padlo, po obrazu, po rokah, po golih nogicah. Micika je tulila, je bila sigurna, da bo umrla od sile. Ampak so se naenkrat odprla vrata, je prišla mama, se postavila pred njo pa rekla, pa kaj norite, kaj tepete otroka, se ni sam naredil, mene dajte, če treba. Kmet pa je vpil, ja, kaj, stanovanje vama dajem, jesti vama dajem, pa mi vračata tako. Pa se mama malo uprla, rekla, saj delava, ja, delata hudiča pa škodo. In potem je mama dajala Miciki slivove obkladke, tam, kjer se je poznal bič. Micika je seveda takoj govorila, me nič ne boli, mama. In ko sta šli spat, je mama spet seveda potožila, zakaj sva ravno medve tak nesrečne. In potem je mama zaspala, Micika pa dolgo ni mogla zaspati. Pa si je mislila, res nimam ateja, res me ne mara kmet, ampak imam mamo, ki si je upala, pa se je potegnila za mene, pa uprla. Potem je pasla naprej, ampak v jeseni so enkrat krave odšle v koruzo, ki je bila že visoka, je imela storže, je bilo zelo strah, ker je lani sosedom ena krava se zadušila na storžu, ki je šel v sapnik. To se sicer ni zgodilo, ampak velik vogal njive je bil popasen, pa stebla polomljena. In ko za nalašč se ravno na vozu s konjem pripeljal gospodar, pregledal tisto njivo, preštel stebla, nekaj rekel 17 ali kaj in se odpeljal. Micika pa je spet klicala, sem jih spravljala ven, pa niso ubogale, ampak je ni niti pogledal. In ko je gnala domov, se je že tu spet smihala, ampak spet je bila tam tista tetica, ki je rekla, takega otrokaca bi pa tudi jaz rada imela. In ko je pregnala domov, se je v bistvu vse ponovilo. Kmet je rekel, pridi zraven, poklekni čez čas in potem je tepel. Micika ni več tako tulila, se je zvila v klopčič, ampak je samo gledala proti vratom, kdaj bo prišla mama. Ampak mame ni bilo. In mama se je vrnila pozno, ker so delale malo daleč stran, bila je slabe volje in še rekla, pa kaj si delal spet otrok, obene bojo nagnali zaradi tebe, ne bodi ga treba. Micika ni razumela besede ne bodi ga treba, ampak je videla, da je mama jezna na njo in da je nekaj vse narobe. Potem je mama legla, zaspala, nekaj vzdihovala v spanju, Micika pa ni mogla spati. Je čula, ko je ura v cerkvi bila polnoč, pa še ni spala. Nikogar nimam, ne ateja, kmet me tepe in še mama me ne mara. Potem pa se je spomnila na edini lepi stavek, ki ga je slišala ta dan, takega otrokeca pa bi tudi jaz rada imela. In je vstala v temi po polnoči, poiskala edino oblekico, ki je prej spustila, kar poleg postelje se oblekla, na tiho odprla vrata, vseeno je mama nekaj zajamrala v spanju, ni se pa zbudila, potem je v prikleti iskala zapah odhodnih vrat, ga je našla, stopila na dvorišče, kmetu pa spazi je pretekel, mahal z repom, je rekla, ti si tudi sam nocoj ne. Potem pa se je spustila v dir sosednjo vas. Pa naj se zgodi karkoli, naj pride divji pes, ki ne bo tak prijazen, ko pazi. Naj pride hudič žarečim jezikom, smrt z belo koso. Moram priti, ja, ker želijo ravno takega otrokeca. In je res tekla, odprla plot in potrkala po vratih male kočice. Je čula, da so se prebudili in potem so se odprla vrata in na prak je stopila tista tetica v beli spalni srajci, tako z močnim trebuhom in svečo. Micika pa je rekla, tetica, jaz sem te zdaj prišla. Ja, ljubi otrok, kaj boš ti pri nas? Ja, vse ste rekli, da bi radi imeli takega otrokeca, kot sem jaz. Ja, rekla. Glej, jaz imam tu noter svojega otroka, pa bi rada samo, da bi bil tak priden, kak ti. Ne pa, da pol pa je prišel še moški, na prak pa rekel, kaj zdaj ne morava poslati nazaj. Najprej spi pri nama na peči, zjutraj bom pa pelil k njeni materi. Pa je Micika kriknila, ne grem več nazaj, rajši v Dravo. Ljubi otrok, da ne rečeš več kaj takega. In je ostala pri njima. Najprej je čuvala tega otročička, je bil fantek, ki je prišel na svet, potem še drugega, potem je že kmet imel kravo in je pri njemu pa, in bila je pri njima do 17 leta. Pol je vedela, da bo morala začeti skrbeti zase in ko je slišala, da v Hočah pa v Mariboru iščejo deklo, ki pa če bo pridna, bo lahko postala tudi kuharica in se je odpravila. In to je peš tudi kar skoraj cel dan in tam so jo vzeli. To ne. Tam je Ti knjig ne boš prodal tako? Prosim? Ti ne boš knjig prodal, če vse povedal. Ne, ni te knjige. Tik pred koncem sem, pri seksu bi moral ti vedeti, da se ne sme zmotiti pred koncem.
Pri teh kmetih je spoznala majhnega moškega, ki je bil tudi brez staršev in je tam delal. Pa je bil hlapec, zdaj pa je vozil s konje neke hlode. In sta se zaljubila in poročila. In njima smo se rodili brat, sestra in jaz. A veste, da kome verjamem, da je bila ravno moja mama tista mala micika, ki se je morala ponuditi pri tujih ljudeh z besedami: tetica, zdaj sem pa te prišla. Mimogrede, to knjigo je občina letos skupila in jo bo podarila vsem prvošolčkom. Ja, mi je povedal, bravo. Vi jo pa tudi imate že, ne? V knjižnici. Če ne, imam jaz na občini, boste dobili. Vsi prvošolčki letos dobijo to knjigo. Hvala. Mi je poklical Gomboc. To je ta knjiga. Ja, zdaj so jo naredili risanko iz nje, ne? Ampak za otroke je tako bolj razumljiva. O pesnici smo govorili. V romanu si zapisal, tudi vsak človek ima svojo pesnico. Ja. Kritik pa je pripisal. Nima pa vsaka pesnica Toneta Partljiča, ki bi postavil tak spomenik. Drži, to je napisala Ignacija. Ja, pa seveda jaz te pa vprašam, ali lahko kdaj v prihodnosti upamo, da bo pisal tudi o nas? Ne. Ne. Če bi tu bil, ne, Ja. tu ne bom govoril, kak bi lahko bil, ker sedita skup. Če bi tu bil, bi nedvomno, celo ne rečem več, mojo prvo dramo, ki so jo igrali v Ljubljani in zaradi katere me je potem tudi direktor Mariborskega gledališča povabil v gledališče in sem spremenil svoje življenje, ima naslov Ribe na plitvini in govori seveda o ribnici. Jaz sem bil tu 60-61 in 61. leta je bila velika proslava 20-letnice ribniških dogodkov. Se veste, da avgusta 41 so partizani napadli prvič to žandarmerijsko postajo tu dol, se veste, ne? In je bila velika proslava, Viktor Avbelj je govoril, Boris Ziherl je bil tu, se spomnim, skoraj celi CK. Jaz sem pa bil prijatelj z Lesjakovim Adijem, ki mi je rekel, veš, meni so pa Ateja pa mamo ubili tistega avgusta, ker so jih razglasili za izdajalce. In zdaj nisem to nikoli raziskoval, ker so tudi tisti ljudje, ki so bili zraven pri poboju, še bili tu celo neki funkcionarji, pa sem dobival take odgovore, pa take odgovore. Njegov oče je bil z avstrijske Koroške, pa sem prišel, ne vem, drva sekati, kaj in se je tu ženil in je bil osumljen, pa tudi pri kakšni stvari, tudi že to, da je bilo mojemu prijatelju ime Adolf pa Adi, tudi nekaj pove. Ampak nisem to nikoli raziskoval. Seveda pa sem ne glede na politične razmere si mislil, kako se ta fant danes počuti. To bo cela ribnica praznovala, tudi on je moral biti logično na proslavi. Se pa spomnim, ko sva šla dol, tam se spomnite, je bila prodana nevesta, bi naj bila, ja, sva šla prek pokopališča, pa se je ustavil na grobu svojih staršev. Jaz sem pa bil z njim, če so tam pokopani. Sva šla na pokopališče in sem si tako mislil, te velike partizanske proslave, čeprav sem jaz tudi ne bi upal kaj slabega reči, ko imate tu predsednico Zveze borcev slovenske Štajerske bojevito, ampak seveda moje mnenje sicer je moče še bolj kot štajerski partizani, ki niti glavni štab v Ljubljani ni zastopal in je delal napake, ki so se tu zgodile, jih je povzročal. Ampak jaz si tako, pa saj sem tvojega očeta poznal, ki je bil v taborišču, pa se je vrnil in druge. Jaz si vedno mislim, tu bi moral biti en velik spomenik pohorskim kmetom, ki so te partizane preživljali, tvegali, v kuhinji so bili nemška patrulja, na senu so bili partizanski ranjenci, tako se mi zdi celo, pa no, zapečniki so bili dosti pomembni, berem, jaz vem to, kaj v knjigah piše. No, ampak kljub temu sem napisal svojo prvo igro, sem čul, da so šli učitelji
gledati z avtobusom, pa da se niso nazaj grede nič pogovarjali, mi je rekel Eržen, če res ali ne. Sem pa v Mariboru, jaz nisem imel več knjige, drama je šla v knjigi, pa je nisem imel več, je bila moče moja druga knjiga v življenju, pa sem jo komu posodil, mi ni dal nazaj, pa sem jo pa v antikvariatu našel, to je tam, kjer stare knjige, pa sem hitro kupil, notri pa je pisalo, recimo, učitelj Jože, pa je zraven pisalo Adi Lesjak. Učitelj Mirko, Milan Ozbič, učiteljica Helenca, Milena, kaj je bila, Milka, kako se je pisala. Tada sem videl, da je nekdo vse to kopčal, pa je napisal. Če bi tu živel, ne bi mogel mimo, pa še zdaj si ne upam, jaz hodim 40 let na ta otok. Si rekel, da si prebral vsaka ti čast in sem zdaj, ko je bila korona, Milka ve, me je že imelo, da bi začel pisati o tem otoku, pa sem tako naredil, daj mir butl, saj jih ne moreš poznati. In pol, ko je bila korona, sem začel, ker je še ena naslednja knjiga, Ljudje z otoka, kamor hodim že 40 let, že 30 let sva tam silvestrovala z njimi. Še v času, ko ni bilo ne magnetofonov, ne radijev in so plesali, kar me najbolj presunilo, ko so bila prvikrat, so peli neko polko, pa so skakali, pa so peli tango, pa so plesali na svojo petje. Torej na en tak otok sva hodila in pol mi kdaj domačini rečejo, je bila ena moja prijateljica, žal je ni več, je bila igralka, neke pesmi pisala, pol pa je kar napisala zbirko z eno besedo, kar je že bilo duhovito, z eno besedo je bil naslov Moj otok. Ampak domačini bi nas nagnali, ko jim pravimo, pa tu je raj na zemlji, pa kakšni oleandri, pa pol pa rečejo, zakaj pa noben živeti ne pride? Ko sva midva začela hoditi, je bilo 150 ljudi, zdaj jih je 50, me razumete? Oni poleti delajo za nas, nam dajo sobe, v restauracijah kuhajo, nas čolnom peljejo, od novembra naprej pa nimajo kje sploh kaki dinar dobiti, živijo zelo težko in jim gremo mi na živce, ki se tam in sem mislil, da ne smem pisati, bojo rekli ta butl skopnega. Ampak tako se mi zdi po 40 letih se spodobi, meni se zdi, oprosti, to je velik napuh, bolj si star, jaz nobene svoje knjige ne grem več brati, ker se mi zdi, ko jo napišem, se mi zdi, vse se mi je posrečilo, pol pa vidim, da si ob strani napišem prokleto tele, ker nisem kaj boljše napisal, ampak še zdaj, ker je knjiga še čisto sveža, se mi zdi, da se mi je posrečil. Čisto vsi me pokličajo, pa mi rečejo, si dobro napisal to o otoku. Drugače pa niti jim ne upam povedati, pa se zdaj jaz tam pametno delam, ampak kot rečeno, sem tudi vse prebral, kaj se dobi prebrati v naših časopisih. Pa če bo o tistem govorila, bo takrat, ko bo tja prišla. Tudi. Zdaj seveda, če bi pisal Rim, si mogel napisati, da so med vojno dva župana ubili tu, ne? Ne vem, enega vem, dva. Ja. No, upam, da se ne bo nadaljevalo. Ja, klima je zdaj ugodna. No, zbirka novel Ljudje z otoka, to je druga knjiga, o kateri danes bi govorili, pa je pravzaprav pisanje o načinu življenja, ki izginja. O borbi za obstanek na negostoljubni zemlji. Vmes pa tudi o tvoji priljubljeni temi o političnih blodnjah. Notranjem sovražniku, pa zunanjem sovražniku, pa tiste karavla, pa vse pa so se videli nekega sovražnika, skratka. No, to je v povojnem času, ne? Tako? Ja. To, Jaz jih spremljam 40 let, ne? Tako, in v nekem času je bilo točno tako. Vse tudi pri nas ni bilo boljše. Zdaj, tu sem si jaz nekako zapisal, glede na to, kako si sploh zašel v politiko? Ampak to si že malo razložil. Ne, bom rekel, vse je čisto enostavno. Če rečem, da se ne počutim politik, če bi lahko živel, ali pa se mi zdi, da sem se rodil, kar pa nič ne pomeni v slovenskem merilu, to res koga drugega, kaj velja. Pa ste si neke nagrade naštel, si mislim, vse nekaj malega pa sem naredil. Jaz bil pisatelj rad. Bil sem neko obdobje, oprostite, domišljavosti, se redko kje to rečem, pa tu si mislim, da ne bo po svetu šlo naprej.
Sigurno sem bil enih 20-30 let najboljši slovenski komediograf, ker sem bil edini. Drugi pišejo resne pa žalostne knjige, jaz sem se pa tam zabaval, ker tudi pravzaprav nisem imel časa, ne. Sem bil s kako idejo noseč, sem se vozil v Maribor, Ljubljana, pa sem imel vse v glavi in pa sem kot breja mačka iskal, kdaj bom imel 4 dni miru, pa da ne bo nobenega, pa da me ne bo nihče gledal, pa bom napisal. Tako knjigo pa se vendarle je treba toliko 10 ur, mogoče celo 100 ur presedeti, v miru pa pisati. In to zdaj pravzaprav lahko pišem, ko sem v penziji, ne. Tole, tu pravzaprav v teh nagradah se ne strinjam čisto s tabo, ne. Tudi jaz imam v občini včasih težave. Jaz ugotovim, kdo je zaslužen, koga treba nagraditi. Ja, pa jaz ne bom. Vendar le ne. Nagrade so tiste, ko ljudje vedo, ogromno ljudi je zaslužnih in bi zaslužilo nagrado, ampak nagradimo tistega, ki ga ti najbolj zaslužni izberejo. Se pravi, morajo biti le malo boljši, morajo odstopati. In če si dobil Prešernino nagrado za življenjsko delo, kar je... Za komedije, ja. Ampak to je najvišja nagrada, ki jo kultura sploh pozna v Sloveniji. Ne rabiš biti nič skromen. Ne, sej mi je špeh rastel takrat, ne. Bolj zato, ker smo bili eni trije v zaključnem izboru, pa si da dva pesjana nista dobila. Potem je nagrada finančno visoka. Je 21 000 evrov. 7 000 sva bila dolžna takoj, ne. Pa sva lepo vsem poravnala. Potem sem tiste minuse, dokam lahko prideš v minus v banki, ne. Sem kot poslanec imel zelo visoke, pol pa ne več, ker nisem bil, smo tisto znižala dol, nekaj sem hčerki dal, do zadnjega mi od te nagrade so mi ostali taki čevlji na fršlus, kar v redu za pozimi, pa so bili elegantni. In še te nam je zdaj eden vkradel, ker sem jih pred vrati pustil dolgo časa, pa zdaj ne niti čevlji več. Vse to je res. Povem pa ti, kaj je pa tudi res, kar sem rekel, ko zdaj sedim pred belim ekranom, prej pa, ko sem dal beli list papirja notri, se mi zdi, da sem po tej nagradi bolj neboglen, bolj me je strah začeti. Vedno sem enak revež, ko ti začne iti nekaj po glavi, bo zadihalo. Se spomnim, sigurno ga vsi poznate po imenu odličnega pisatelja izpod Polskave, je bil Antona Ingoliča. Pa sem ga spoznal, ko je bil toliko star, ko jaz, pol je pa tudi hitro umrl. Tako da sem bil pri njemu, pa mi je rekel, sem ga obiskal v Ljubljani, pa mi je rekel, veš kaj, Tone, sem še tako zadovoljen. Tu si vse že pozdravim, sem že malo dementen, imam 3 bypasse, tu nič več ne delam, roka še pa kaj piše. Pa sem si mislil, ti ne veš, da piše Šodar, da ni zadaj nič, kaj piše. In me je bilo strah, da sem kot tisti Don Kihot, ki se pomnite, da je imel tisto svojega konja Rozinanta, pa s ulice pa je napadal mline na veter, je mislil, so sovražniki. Pol mu je tista kobila že davno crknila, ta je še pa jahal. Tako je mene strah, da jaham literarno kobilo, jebem ti, če ne bo več spodaj, pa ne bom niti vedel. Drugače pa v obeh teh knjigah, pa mogoče sem zdaj dovolj star, ni res, da se delam lep, to, kar bom zdaj rekel. To je moje spoznanje zdaj, ki se mi zdi, da me vseeno rešuje pred kakim napuhom ali pred tem. Sem v pesnici, ti se boš takoj spomnil, je notri odlomek, sem rekel, moja mama je brala vse tako kot jaz, čeprav ni imela nobenih šol. Imam sestro učiteljico, ki seveda bere, ampak v glavnem je zmerom brala to, kaj so naročili v šoli za čtivo. Imam pa brata, ki je prečital eno samo knjigo, Osterška, pa tudi živi. Mi reče, sem čutil, da si napisal pesnico, pravim, ja, o naši familiji, pa mu rečem, ja, kaj v meni tudi, pa rečem, ja, Franci, dobro ali slabo, pa mu rečem, pa idi vrit, pa prečitaj, pol me pa ne zanima in živi naprej. Beletrina, v živo.